Že omenjeni Beethoven, najmlajši predstavnik Dunajske šole, ki je pravzaprav sinonim za klasicizem, je bil hkrati tudi eden najzgodnejših skladateljev, ki so se že spogledovali z naslednjim obdobjem v zgodovini glasbe, romantiko. Njegova že omenjena 5. simfonija je bila tudi prva, ki so jo muzikologi že označili z besedo romantična. Za tiste, ki ne veste, kaj muzikologi so, pri glasbi opravljajo podobno funkcijo kot umetnostni zgodovinarji pri likovni umetnosti. Ne ustvarjajo, temveč dela temeljito preučujejo in na njih pišejo, ter s tem ustvarjajo kore zapisov, ki so verjetno potrebni za ponotranjenje in razumevanje velikih umetniških del. Včasih dolgo tega je sicer prevladovalo mnenje, da so muzikologi samo neuspeli glasbeniki, ki potem svoje frustracije znašajo nad uspešnejšimi kolegi, a nama so blazno simpatični. Videla so jih tudi na Akademiji za glasbo, sicer samo na dan spremnih preizkusov potem. Sva pa tekom poglobljene raziskave ugotovila, da znanstvena veda muzikologija sploh ni znanstvena veda. A ne razumite me narobe, nič slabega ne mislim. Gre za več kot le vedo. Gre za čisto drug jezik, filozofijo, način razmišljanja. Samo za primer imam tu len odsek iz najne raziskave. Tako, torej, za besedo glasbenik v slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo definicijo, kdor se ukvarja z glasbo. Medtem ko v muzikološkem leksikonu definicija za glasbenika obstaja idiot. Za besedo kritika slovar slovenskega knjižnega jezika pravi: analiza novega znanstvenega ali umetniškega dela zaradi splošne presoje in ločitve pozitivnih in negativnih sestavin. Medtem ko muzikologi kritiko vidijo kot samoterapevtsko metodo za zdravljenje frustracij, ki izhajajo iz spolnega nasilja v mladosti. Dalje, SSKJ doktorsko dizertacijo opisuje kot znanstvena razprava za dosego doktorskega naslova. Muzikološki leksikon pa kot domišljijsko literarno besedilo. V teh besedilih prihajajo do sila pomembnih odkritij, med katerimi so morda najvažnejša tista, ki ugotavljajo, na primer, da je Čajkovski izbral petosminski taktovski način v drugem stavku svoje 6. simfonije, ker je želel širni javnosti sporočiti, da se rad zabava na poseben način. Seveda sva izvedla raziskavo med vsemi skladatelji, ki jih poznava, in zanimivo, prav vsi so na vprašanje, ali pri izbiri taktovskega načina upoštevate pomembne dogodke iz svojega otroštva, odgovorili z: nič ne vem o tem. Ampak očitno ne poznala dovolj eminentnih skladateljev, zato bo ker sama napisala skladbo za horn in klavir po postopku, kot si ga predstavljajo muzikologi. Halo? Ja. Ali si imel srečno otroštvo? Te je oče priklepal? Si je s tem požvižgaval? Si bil žalosten, ker si majhen? Si zaradi pretepanja šepal? Prezgodnja ejakulacija.